Kaj si mi čez nami? Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, ni bilo dolg časa, ne, čez vikend, zgleda. Ne? Ni bilo. No, ampak k temu se vrnemo malo kasneje. Pica, zdrava pica, a to sploh gre? Lahko gre. Lahko gre. Ne bi zdaj rekla, da je to lih stvar, da ne bo pa vsak dan na jedilniku. Čeprav je lahko, kar se mene tiče. Bi bila, ne? Najverjetneje. Ja. Ampak v resnici, če uporabimo polnozrnato moko, če testa ne posolimo preveč, če uporabimo kvalitetne topinge, če lahko ta izraz uporabim, naprimer neko mogoče celo domačo paradižnikovo mezgo, ki ponovno ni bila soljena ali sladkana, kvalitetno salamo, če smo vse jedi, ali pa celo mogoče se pravi, naredimo vegetarijansko. Kaj pa sir? Obstajajo bolj in manj, slani predvsem, se pravi, jaz ponovadi dam mozzarelo. Mozzarela ima najmanj soli in se v bistvu na pici zelo lepo obnaša, ne? Pa ne preveč. Kaj pa kvas, recimo? Načeloma ni problema, lahko naredimo sicer tudi z družmi, če opazimo, da nam recimo kvašeno testo naredi težko, ampak tudi debelina testa je tista, se pravi, zdaj narediš res debelo pico, ali mogoče vse en malenko tanjšo, tako da se res lahko, pica je res taka stvar, ki mogoče z enim izrazom si vsi predstavljamo nekaj, ampak je pa toliko variacij, da bi lahko sodila tudi čisto Pravite, da je pica lahko bolj zdrava kot pa zelenjava, ki jo ne malokrat zelo bogato pripravljamo, tudi na robe. Ne? Ja, res je, se pravi, če recimo zdaj rečemo, ok, smo jedli bučko, ampak je ta bučka morda bila odsvrta v ogromno olja, mogoče celo nekvalitetnega, večkrat pregretega olja, ali pa mogoče, če damo, ne vem, v neko zelo bogato smetanovo omako, ali pa ta okus v bistvu v zelenjavi poskušamo dodati z neko maščobo, mogoče tudi ne samo zdaj, da je maščoba kot taka, spet količina, je bi jaz absolutno rekla, pa dajte raje narediti eno pico, pa gor neko bučko narežeš, ali pa mogoče tudi špinača gre na pico ful dober, gobica, nekaj tazga, rukola morda, pa si sigurno lahko temu prej reče zdrav obrok, kot pa neki predsvrti, premastni zelenjavi. No in nekaj tega zdravega ste prinesli tudi k nam danes, pa če začneva kar takole, taka smrečica lepa. Kaj tole? Zdaj v bistvu jaz decembra izvajam en projekt Veselo zmajevanje ob dobri hrani z mladimi zmaji in smo nekako razmišljali, kako bi pripravili obroke, ki so mladim nekako znani ali pa blizu, ob enem bolj zdravi in malo božično, a ne decembrsko obarvani. Tako da je prišla tale smrekica iz bučk nekako v eno tako idejo. V bistvu to idejo sploh ni bila moja, ampak smo jo na teh delavnicah nekako skupaj z mladimi razvili in se v bistvu ful dobro obnese. Gre pa v bistvu za to, da smo delali smrekica tolste in v bistvu ta odpad od smrekica, ki smo nekako tuhtali, kaj s tem kruhom potem narediti, ali da to kruhove cmoke, pa v bistvu te cmoke pol oblikovati kot snežake ali kot krosone uporabiti za juhico podobno, so potem pogruntali, ti kaj pa če naredimo tako smrekico, pa uporabimo kot deblo. Super, surova bučka narezana na kolobarje, gor šampinjoni. Tako, paradižnikova omaka, v bistvu je kot pica potem pripravljena. In v bistvu gre potem v pečico, stvar mogoče par minut. Ravno to, da se malo zmršča. Krasno. Omenili ste smrekice? Ja, smrekice je bila pa v bistvu spet ponovno ta, ravno iz te pice smo izhajali, ker smo prej o njih govorila, ampak spet na delavnicah morda ni časa ali pa tudi volje čaka, da testo vzhaja, da se to vse zgodi. In smo potem rekli, nač bomo pa vzeli toste, spet polnozrnate, ful dobro, ker se ni bilo treba nač pogovarjati, zakaj niso beli, ker je vsem jasno, da je drevo rjavo. In je bilo kar naenkrat zelo logično, da bojo polnozrnati. Potem smo pa pač v bistvu okraševali. Zdaj tukaj so iz v bistvu piščančje salame izrezane kot zvezdice in potem ponovno ogromno nekih pač zelenjavnih izbir, zdaj lahko bi bile še kapre, lahko bi bile olive, lahko bi bile tudi gobice in na koncu malo čez parmezana kot sneg. Krasno, dobra ideja. Kako zdrav pa je recimo toast? Kako pogosto ne posegamo? Rajš bi jaz vse navaden. Ja, navaden oziroma mogoče celo kakšni, da se kombinira zajtrke še s kosmiči ali pa z nekimi nepredelanimi živili. Ampak obenem za vsake toliko ali pa za tako priložnost mogoče, če rabimo neko idejo za žurko ponuditi, je pa bolj kot nek čips mogoče, nekaj tazga ponuditi na mizo. Tole so pa in taki zanimivi čolnički. Ja, to so pa v bistvu, zdaj mladi zelo radi posegajo po bureku oziroma vseh variacijah bureka, sirnicah in tako naprej. No in je bila spet ena ideja, da bi jim predstavili v bistvu tukaj dodana špinača in je v bistvu samo skuta, se pravi, ni kisle smetane, ni kajmaka, ni nekih teh maščobnih živil. Za maščobo, za okus pa smo dodali sončnična semena. Se pravi, v bistvu zmiksaš špinačo, sončnična semena, neke začimbe, muškatni orešček, poper, česen po okusu.
malo olivnega olja, umešaš v skuto in v bistvu zavijaš v testo. Spet, to testo je listnato kupljeno, že pripravljeno, light sicer, se pravi, da je malo manj mastno. Če bi res delali doma, pa če bi res imeli čas, bi mogoče tudi testo lahko sami pripravili, pa imaš spet malo več vpliva na to, kaj je noter. No in potem na koncu smo to poimenovali ne burek, ker valjda to sem se skregala, da burek ni. In sneg je pobelil travo z zavitki. Tako da ustvarjalnost mladih res nima meja. No in smo potem na koncu zaključili še s temi smrekicami, čist malo kot, spet da vizualno narediš zadevo bolj. Ja, v bistvu je kumara. Aha, kumara je to. V tem primeru je pa kumara, da se lahko surovo poje. Krasno. Seveda brez sladkega ne gre. Piškoti, ja, te so pa prav mladi delali, so tako, v bistvu ta veliki so z vsenih kosmičev. In ta mali so v bistvu tudi cimet je noter, ingver, klinčki, tako no, glavno, veliko je nekih začimb. In je bilo spet zelo jim zanimivo, kako bomo dali, zelo popr imajo noter. Malo, ampak je malo črnega popra. In so bili kar začudeni, so rekli, Katja, tole si pa zmotila, v receptu, so rekli, ne, kar probite. No in glavnami so res tako prijetno presenečeni, navdušeni. Je pa res, da te piškoti so spet malo daljši za pripravo, testo mora počivati 1 uro, pa oblikovanje in to mladim ni v interesu. To je treba na hitro, ja. Itak, zato smo najdali bolj te vsene, ki so pa res dejansko 1, 2, 3, popražeš, premešaš z jajčkom, daš v pečico. Jajce je vezivo. In pa seveda tudi malo škroba verjetno od samih kosmičev. Ja, kosmiči so pa zelo malo moke je noter, spet smo dali polno zrnato. Je tudi sladkor, da ne bo zdaj kdo rekel, imamo neke zdrave piškote. Je sladkor, ker sem vseeno rekla, bomo šli na pol poti. Se pravi, ne bi zdaj pretiravala, pa dala same neke take njim nepoznane sestavine, pa mogoče sladkor nadomeščali z medom, datli, kukarkoli, ker bojo tako, preveč novosti. Tukaj so bili že vsejni kosmiči tisti, ki so bili tako malo čaki, ampak gre za to, da nek balans iščeš. In zdaj letos smo mogoče na tak način naredili, drugo leto bomo pa mogoče še kakšno drugo sestavino zamenjali, mogoče pol cukra dali samo, kakor ga je v receptu. Ampak ja, nekako je bilo sprijeto, ne zdaj pri vseh, kakšni vihajo nos, itak samo da vidijo ali kakorkoli. Velikih je pa res probal in so bili potem prijetno presenečeni. Tako, recimo sploh te bučke, mogoče so tosti malo suhi in se potem z bučkami ful lepo nekako ta občutek v ustih tudi, naredi dober. In so bile komentarji, kako wow, to je pa prav dober, dajmo še. Super, približati zelenjavo otrokom, ki načeloma niso glih neki, ampak vendarle, hkrati pa je treba poskrbeti za raznovrstno hrano, za to, da dobimo v telo vsa živila, ki jih telo potrebuje. Ja, tako je, telo potrebuje hranila, živila so nosilci teh hranil in definitivno je pa z raznolikostjo veliko lažje to dosežeš, kot če po eni hrani posegaš. In lahko rečeš, da imamo pica, pa je vsak dan drugačna. Šest druge stvari daš gor, drugo moko uporabiš, enkrat pirino, enkrat mogoče, ne vem, kakršnokoli že drugo, ali pa kombiniraš in si hranilno zelo raznolik, čeprav skozi pico ješ, če se vrneva na izhodišče pogovora. Pa ne, da to priporočam za vsak dan. Še enkrat, s tem rečem, da imam podružnico dietetiko Dobrava. Ne priporočam. Zdaj, kako težka je ta hrana? Če veliko pojemo, kako se bomo drug dan počutili? Konkretno pri teh izbirah niti ni tako zelo težka, kajti recimo pri toastih res nismo dali veliko sira, pa tudi v resnici, ker smo ga malo obrezali, ni tukaj velik. Ni cel toast, ja, seveda. Tako, zdaj te zavitki so pravzaprav tudi zelo lahki, ni spet, se pravi, kisle smetane, ni kajmeka, ni neke te maščobe. Tako da ni nekih problemov, piškote bi pa jaz vseeno se držala tega, da mogoče portion control je tukaj way to go. Pa gre ta kontrola pri meni kar težko. Ja, zdaj, če jih je toliko na krožniku težko, mogoče pa se jih škatle vzame 1, 2, 3. Zapre, pospravi. Ja, tako na nevidno mesto, mogoče v klet, da je treba po stopnicah. In potem pač poješ cel obrok in tiste 2, 3, ki si jih vnaprej pripravil, pač kot sladico si človek prvošči. Predvsem se mi zdi, da je zelo pomembno, da pojemo čuječe, da zaužijaš okus, da ga res, da se ti razvije v ustih, da ni to za neki pred televizijo na avtopilotu. Ja, tako. Katja, hvala lepa. Z veseljem. Super tele ideje, zdaj jaz bom to probal. Ja, jaz bom pa ono, kad diši. Ja, diši, vohava tamle iz naše kuhinje, sicer zgleda, da bolj govorite kakorkoli drugega, ampak kakorkoli.